Lepo pozdravljeni. Pregled kulturnega dogajanja v posavskih občinah pričenjamo z razstavo Mateje Kavčič. Umetnica v svojih projektih vselej vzdržuje vez z naravo. To svojo izkušnjo je kot neke vrste naravno umetniško terapijo ali vsaj kot pozitivno lepo doživetje za vsa čutila ponudila obiskovalcem odprtega ateljeja v galeriji Božidar Jakac. Poglejmo. Mateja Kavčič je cel mesec julij ustvarjala v priložnostnem ateljeju, ki se nahaja v neobnovljenem delu zahodnega krila galerije. Naslov razstave je Vezi. S tem sem mislila na različne vezi, ki jih imamo ljudje med sabo, se pravi odnos med partnerji, med družinske vezi, vezi do domačega kraja. Hotela sem pa poudariti tudi to, da se te vezi dandanes izgubljajo, in da se navezujemo bolj na stvari in mogoče na digitalne naprave. V današnji kibernetski potrošniški družbi se nam ponujajo neprimerne, negativne, lažne, nenaravne vezi. Ne ločimo več, katere so dobre za nas in katere bi bilo bolje pretrgati, dodaja. Tako da sem hotela v bistvu dati priložnost oziroma spomniti ljudi, ki stopijo v ta atelje, da dobro počutje v bistvu ne stane nič, da se lahko že samo z enim odmikom v naravo sprostijo ali pa se umirijo. Velik del postavitve je tudi vonj, ki takoj vrže človeka v neko tako naravno stanje, se mi zdi, vsaj taki so tudi odzivi. Vsi se spomnijo na neke stare čase, kar je v bistvu malo absurdno, da si ne vzamemo več, ker to res ni težko priti v naravo in to občutiti. To je bil tudi glavni namen, sicer pa pletenje kit, vezi iz močvirskih trav Mateje Kavčič lahko asociira na spletanje las, nežnost, skrbnost, ljubezen, odnos matere in hčere. Tudi na poti, naše poti, kako se srečujejo skozi življenje, kako se spletajo vezi med sabo, recimo ene poti so zelo zavozlane, tako se vidi tle, recimo s tem, da se meni zdi, da je najbolj važno, da je pot najbolj važna, ne doseganje nekih velikih ciljev v življenju. Mateja Kavčič v svojih projektih vzdržuje vez z naravo. Ja, zadnje čase pa res, zadnja leta zelo veliko. V bistvu sem ravno tu začela malo bolj v lapidarju pred 3 leti. Tam sem sicer imela v vsakem prostoru druge materiale, ampak ravno te trave sem srečala to, ker so v okolici in s tem se mi zdi, da se tudi lepo povežem spet s tem krajem, kjer ustvarjam. To so močvirske trave tu iz okolice galerije. Sicer pa delam tudi iz vej ali pa iz praproti, iz različnih materialov, ki jih najdeš v naravi. To svojo izkušnjo je kot neke vrste naravno umetniško terapijo ali vsaj kot pozitivno lepo doživetje za vsa čutila ponudila tudi obiskovalcem odprtega ateljeja v galeriji Božidar Jakac. Letos sem se prijavila na razpis za odprti atelje na Ministrstvo za kulturo in zelo sem vesela, da sem ga dobila. V tem prostoru sicer delam poleti že več, se pravi 3 leta in sem zelo počaščena, da lahko, ker mi je prostor zelo všeč. Odziv obiskovalcev je tudi letos zelo dober. Fino je, ker prihajajo naključni turisti, tudi domačini, zelo medgeneracijsko. Zelo fajn se mi zdi tudi zame, dobim en tak feedback, ki ga sicer ne bi, Sam na otvoritvi tega ni, tako pa vprašajo marsikaj, pa dobijo. Tudi oni pravijo, da je dragocen ta odnos z umetnikom, da to se jim redko zgodi, da lahko kaj vprašajo. V sklopu projekta je potekalo tudi več delavnic za otroke in medgeneracijska delavnica, na kateri so udeleženci z umetnico pletli kite iz trav. V Mestnem muzeju Krško je na ogled gostujoča razstava Posavskega muzeja Brežice Franjo in Iva Stiplovšek. Razvoj muzealstva v Posavju. Razstava, ki so jo v Posavskem muzeju Brežice odprli pred 1 letom, je bila nekakšen uvod v praznovanje 70-letnice muzeja in je posvečena ustanovitelju, skrbnemu zbiratelju, slikarju in dolgoletnemu ravnatelju Posavskega muzeja Brežice Franju Stiplovšku in prav tako njegovi soprogi Ivi.
Njen večji del so prenesli v Mestni muzej Krško, razstava pa zdaj v sliki, besedi in s predmeti prikazuje začetke muzealstva v Posavju, ki segajo v leto 1939. Tu je bilo leta 1939 ustanovljeno Muzejsko društvo za politična okraja Krško in Brežice in v letu 1940 je tu v Krškem začela delovati prva muzejska ustanova v Posavju. Šlo je za Mestni muzej Krško, ki je bil odprt novembra 1940 in prva postavitev je bila umeščena v takrat tudi že desakralizirano cerkev Svetega Duha, se pravi v današnjo galerijo Krško. Na ogled je skrinja in tudi fotografija te postavitve. Imamo pa tudi vitrine, ki jih še kar uporabljamo. Danes je tu predstavljen slikarski pribor Franja Stiplovška, ampak to je dejansko del teh prvih vitrin, ki so stale tudi v prvi muzejski postavitvi tu v Krškem. Po spletu okoliščin po drugi svetovni vojni se je moral muzej iz Krškega preseliti. Ker so v prostorih tega Valvazorjevega kompleksa, te prostore so začeli uporabljati v druge namene in je takratni vodja muzeja, se pravi gospod Stiplovšek, dobil že decembra 1948 navodilo, da mora izseliti muzejsko postavitev. Prostore je našel v Brežiškem gradu, kjer je svoja vrata pred 70 leti prvič odprl Posavski muzej Brežice. In to je tudi ta zgodba, ki jo kaže postavitev razstave v Mestnem muzeju Krško. Avtorice izpostavljajo častilca starin in starinokopa Ota Aumana. Je pa imel tu v Krškem svojo privatno zbirko starin in okamenin in ta zbirka je bila pravzaprav njemu ta osnova za prizadevanja, da je potrebno na muzejskem področju kaj več narediti od tega, da so samo privatne zbirke. In v to inicijativo je bil potem pritegnen tudi Franjo Stiplovšek, pa tudi Vladimir Štoviček, poleg ostalih pomembnih mož tu v Krškem in v Posavju. In tako se je potem dejansko ta ideja po muzejski službi tudi razvijala. In je tudi danes zelo živa, saj je Posavje prostor, ki je kar gosto posejan z muzejskimi ustanovami. Nas pa seveda veseli, da smo dobili od Posavskega muzeja v goste tudi en del slikarskega opusa Franja Stiplovška. Izbrali smo motive, ki se vežejo na Krško. In sicer neki je platen, tule je tudi ena krasna grafika, barvni lesorez, in pa Stiplovškov portret Ota Aumana, to je risba s grafitom, s svinčnikom. Vmes imamo pa umeščeno Stiplovškovo delo Veliki kamen. Ta slika je javnosti prvič predstavljena, gre pa za delo, ki ga je Kulturni dom Krško oziroma Mestni muzej uspel pridobiti v lanskem letu. Tako da imamo poleg krških motivov tu Veliki kamen, ki je tule seveda predstavljen res samo kot motiv, kot en pejsaž ali pa kot krajina, ampak Veliki kamen je tudi pomembno arheološko najdišče in z tega vidika je tudi prav, da je umeščen tudi kot lokacija v to razstavo. Razstava je seveda tudi poklon prvemu ravnatelju Posavskega muzeja, slikarju Franju Stiplovšku in njegovi soprogi in muzealki Ivi Stiplovšek. Tu jo seveda spoznavamo predvsem kot študentko umetnostne zgodovine in tisto osebo, ki je potem delovala ob možu, mogoče manj izpostavljena v določenem delu, ampak ker je ga za toliko let preživela in je res dejansko do konca življenja bila prisotna v muzejskem prostoru, je postala kar neka ikona posavskih muzejev ali pa Posavskega muzeja Brežice. Razstava je na ogled do 2. februarja 2020. Iz Mestnega muzeja pa na grad Reichenburg, kjer je bila na ogled razstava Ameriške sanje akademskega slikarja Blaža Vehovarja, ki je svoje izobraževanje zaokrožil na Beneški akademiji likovnih umetnosti. Blaž Vehovar se v Posavju predstavlja tretjič, tokrat z razstavo Ameriške sanje. Dela, ki so razstavljena v Veliki dvorani, so bila v enem delu pripravljena tudi za to postavitev, se pravi, so bila izdelana na novo. O sami razstavi v katalogu razstave govori
kuratorica Nina Jeza, predstavi tudi avtorja in seveda predvsem ta opus, ki je razstavljen to nagrado Reichenburg. Kot je zapisala kuratorica, je mit ameriških sanj historično še zmeraj povezan z uresničitvijo boljše prihodnosti, izraz pa je tudi povezan z migracijami iz druge svetovne vojne, ko so begunci, pa tudi ljudje lastne usode, bežali pred vojnimi grozotami in se priseljevali v ameriški talilni lonec kultur. Danes je izraz bistveno povezan z razslojitvijo in vedno globljo razpoko med tistimi, ki imajo, in onimi, ki nimajo. Blaž Vehovar je svoje sanje uresničil s popotovanjem po ameriških stepah in pragozdovih, kjer še živijo bizoni, moškatna goveda in medvedi grizdiji v tako imenovanih naravnih rezervatih in prerijah. V slikarsko delo vključuje naravne materiale, kot so pesek, zemlja, seno, trava, oglje, blago, ki jim dodaja umetne materiale, lepilo, akrile in oljne barve. Pri nas s temi razstavami v veliki dvorani pravzaprav dajemo en tempo znotraj razstavnih dejavnosti. Grad Reichenburg ima sicer predvsem stalne postavitve, skozi katere spoznavamo zgodovino same grajske stavbe in pa seveda tudi nekatere pomembna dogajanja, ki so se odvijala tu na tem gradu. Z občasnimi razstavami pa potem seveda vedno znova odpremo nek nov vidik v današnji čas predvsem. Tudi ta razstava, kljub temu, da gre za likovna dela, je lahko neka kritična refleksija do tega, kar predstavljajo Združene države Amerike v svetu danes. Tudi to razstavo spremlja katalog. Tokrat ga je oblikoval naš zelo dober oblikovalec Matic Tršar in s temi katalogi dejansko tudi ustvarjamo eno zbirko. To nagrado nam se zdi zelo pomembno, da razstave spremljajo katalogi, zaradi tega, ker je to neka pisna zabeležba razstave in tudi gradivo, ki ostane in je tudi referenca za naše razstavišče za naprej. Jeseni nagrado Reichenburg sledi odprtje nove razstave. Mi se trudimo, da imamo likovne razstave v enem takem tempu, zdaj imamo 2 na leto predvidoma, da je to razstavišče vedno zasedeno. Skratka, in 19. oktobra odpiramo razstavo, s katero predstavljamo 5 likovnih umetnikov z območja Trsta, se pravi s Tržaškega. To so slovenski likovni umetniki. Razstavo pripravljajo v sodelovanju z zunanjim kuratorjem, v tem času pa že poteka snovanje obrazstavnega programa. Razstava bo potem odprta celotno zimo in tudi v spomladi leta 2020, potem pa seveda nadaljujemo s programom naslednjega leta, ki ga zdaj še ne bomo razkrivali, ampak se trudimo, da bo primerno pester in zanimiv. Kostanjeviška galerija Božidar Jakac je bila v juliju prizorišče Forme Vive, kjer so ustvarjali 3 kiparji, in sicer iz Bolgarije, Peruja in Slovenije. 3 kiparji so se vsak na svoj način lotili krakovskega hrasta ter ob zaključku simpozija svoje novonastale kipe predstavili javnosti. Slovenski udeleženec Bojan Mauser se je z delom Varuh časa naslonil na zgodovinski pomen prostora. Figura zgoraj predstavlja ta prva svetišča iz megalitskega obdobja, medtem ko je figura kot nekakšen klicaj, nekoč življenje tukaj v tem prostoru, da se pravi, da sem povezoval z samim prostorom Kostanjevica in s tem gradom, kjer so bili cistercijanci. Vse skupaj je pa v nekem mejniku, ki je nek mejnik časa in povezava starega časa pa današnjega časa in se v tlorisu spusti nekako v senco po soncu in kaže nekakšen čas, to se pravi današnji čas. Podobno sporočilo daje tudi delo perujskega udeleženca. Naslovil ga je Plujemo skupaj. We are in some way like this boat. So we are a different kind of animal with different skills and different qualities. So I mean that we need to put our difference outside the boat. So we will work together to find the right way or just to continue in our trip with a good way, in a good way. Aldo Široma Uza, ki deluje kot svobodni umetnik, se redno udeležuje kiparskih simpozijev po vsem svetu. V Kostanjevico je sicer prispel z 10-dnevno zamudo, a je izgubljeni čas kmalu nadoknadil. I arrived and I just started working every day, like all the hours in a big schedule, just to
to be ready for the final moment. Simpozija se je udeležil tudi Robert Canov iz Bolgarije. To je njegovo delo, s katerim v ospredje postavi univerzalni pomen semena. Canov je avtor, ki večinoma ustvarja v lesu. Bolgar Canov je avtor, ki dela, mislim, da izključno v lesu monumentalne skulpture. Bolgarija in Romunija sta državi, ki tradicijo kiparjenja v lesu gojita zelo, zelo močno. Še vedno na akademiji precej študentov gre v to smer. V galeriji Božidar Jakac sicer opažajo, da je čedalje manj ustvarjalcev, ki bi bili vešči kiparjenja v lesu. Da so avtorji, ki nam pošljejo svoje predloge, že iz njih vidiš, pa iz seveda tistih ostalih prilog, ki jih dajo zraven, da so vešči večina dela v kamnu, če delajo monumentalne skulpture. Yeah, I like a lot working with wood and also with the stone. I am enjoying a lot because in Peru we don't have oak bigger than this, so strong, and it was like a big surprise. Z lesom sicer ne toliko, kolikor se ukvarjam z njim v Vrhniki, tam, ker delam tudi kiparski simpozij, sem organizator tega simpozija. Drugače pa delam kiparsko bolj v steklobetonu, oziroma zadnje čase bolj se ukvarjam s slikarstvom. Mednarodni simpozij kiparjev Forma Viva z delovišči v Kostanjevici na Krki in Seči pri Portorožu velja za najstarejši še vedno delujoči kiparski simpozij na svetu. Z delom so na pobudo kiparjev Janeza Lenasija in Jakoba Savinška začeli leta 1961. Letošnja kostanjeviška Forma Viva je bila že 28. po vrsti. Tudi zanimanje je bilo precejšnje, saj se je na razpis prijavilo 108 kiparjev. Kostanjeviška Forma Viva je prvih 5 let, tako kot obalna, delovala vsako leto z veliko več kiparji, kot jih je danes. Prvo leto je bilo tukaj 8 kiparjev, drugo leto 11 in tako naprej. Od leta 1998, po kratki pavzi tukaj v Kostanjevici na Krki, pa se je postavila v bienalno zadevo. To je sicer bila že prej, od leta 1965 naprej, ampak udeleženci samo 3 kiparji iz sveta, ki jih zdaj seveda dobivamo predvsem s pomočjo spleta, preko razpisa, ki ga damo ven. Skulpture, ki jih udeleženci oblikujejo mesec dni, ostanejo v naravnem okolju. Ustvarjene so izključno iz hrastovega lesa, ki je tipičen osnovni material za to geografsko območje. Zdaj pa nazaj v Krško. V dvorani v parku smo si ogledali razstavo slikarke, profesorice likovne pedagogike in oblikovalke vitraža Elene Sigmund z naslovom Legende. Serija Legende predstavlja velike osebnosti iz različnih področij družbe, ki s svojimi udejstvovanji tako ali drugače so ali še spreminjajo svet. Tema in ideja serije nadaljuje Elenino razmišljanje iz prejšnjih opusov Sonce vstaja nad miti in Bojanove zgodbe, kjer je raziskovala preteklost. Vse 3 serije so tudi zastopane na razstavi v Krškem. Mogoče je zelo zanimivo to delo, ki je bilo ustvarjeno prav za to razstavo, in sicer tukaj v delo večjega formata gre za znano osebnost Bernarda Arnaulta, v bistvu najbogatejšega Evropejca in drugega ali tretjega najbogatejšega Zemljana. Zelo zanimivo delo, ustvarjeno v sodobni tehniki, ki je tako zelo impresioniralo naše obiskovalce na razstavi. Poleg tega dela zasledimo še portrete Vladimirja Putina, Paula McCartneyja, Steva Jobsa in Zahe Hadid. Starejša serija slik je ustvarjena v klasični tehniki, olje na platno. Te novejše legende pa so ustvarjene v teh sodobnejših tehnikah, kot je semblaž, pop art, pixel art in kolaž. Elena Sigmund je sicer slikarka, profesorica likovne pedagogike in oblikovalka vitraža. Ja, z Eleno smo tudi na otvoritvenem večeru opravili pogovorni večer, ki ga je moderirala Polona Brenčič iz Valvazorjeve knjižnice, in skozi ta pogovor smo veliko zanimivega izvedeli o avtorici in njenem ustvarjalni poti in navdihu. Je zelo zanimiva sogovornica, ki se ves čas izobražuje in išče neke nove tehnike,
ustvarjanja. Svoje znanje in izkušnje pa prenaša na mlajše. Ima tudi svojo malo akademijo likovnega ustvarjanja in z učenci je že priredila kar nekaj razstav. Načrtujemo pa, da jo bomo v spomladanskem času imeli tudi mentorico na naših likovnih delavnicah za otroke in mladino. Pestro bo že jeseni. Oktobra, natančneje v času Tedna otroka in Tedna evropske kulturne dediščine, prirejajo sklop keramičnih delavnic v sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom Liber. Borut Cefuta kot mentor bo z otroki in starimi starši v tandemu bodo izdelovali domišljijske gradove. Te gradove bomo potem razstavili na prvi otroški eksteri, ki bo v sklopu Ekstere Krško, že tradicionalne, potekala letos prvič. Novembra gostijo domačina, fotografa Damjana Žiberta, ki pripravlja razstavo in z njim bomo opravili tudi pogovorni večer z glasbenim gostom. V dvorani v parku je bila na ogled tudi razstava članov Društva likovnikov Krško oko z naslovom Oko, oči, očem. Dela je razstavljalo 16 članov društva, ki so ustvarjali pod mentorstvom Jerce Šantej. Člani Društva likovnikov Krško oko, natančneje navdušenci nad abstrakcijo, vsako leto pripravijo delavnico na Bočju. In že lani smo v plan dali spoznavanje nove tehnike in to smo letos realizirali v maju in pa v juniju. Gre za tehniko transfer grafične predloge na podlago, les ali platno. Mi smo najprej delali fotografije, odločili smo se za oči, tema oči, to smo se odločili tudi že lani. Delali smo selfije, fotografije svojih oči, hoteli smo prikazati v očeh ali veselje ali žalost, tako da bi lahko tudi opazovalec, gledalec slike razbral lahko smisel slike. In potem smo v tej črno-beli tehniki fotografije prenašali, zrcalno lepili na podlago za medijem in potem odstranili papir, tako da je samo barva oči ostala na lesu oziroma na platnu. Za omenjeno tehniko bi lahko dejali, da je nekakšen zaščitni znak mentorice delavnic priznane likovne ustvarjalke Jerce Šantej. Ona v glavnem veliko tega dela, no to je ena od njenih posebnosti, bi lahko rekla. Na delavnici pa niso ustvarjali le na lesu ali platnu, izbrane teme so se lotili z različnih vidikov in v različnih tehnikah. Podlaga za ustvarjanje so bili tudi dežniki. Poslikava dežnikov nas je letos malo zanesla oziroma nismo imeli vremena. Smo čakali na lepo vreme, smo ga dočakali bolj na koncu srečanj, ker to moraš pa delati tudi zunaj, prej je bilo pa preveč mrzlo, da bi lahko to delali, ker smo morali biti letos pa izjemoma noter. Tudi tale velika slika očesa, ki jo obiskovalec ob vstopu v prostor najbrž najprej opazi, je morala počakati na lepše oziroma bolj suho vreme, saj je prav tako nastajala zunaj. To je pa mozaik očesa, sestavljen iz oči naših članic oziroma udeležencev te delavnice. Gre torej za skupinsko sliko vseh 16 udeležencev delavnice. Najprej smo te fotografije naše izrezali, male velikosti, večje velikosti, potem 3 barvne ali pa malo več barvnih odtenkov, od čist svetle do najbolj temne, da smo lahko potem naredili ta mozaik. In kako so člani društva dovzetni za abstraktne tehnike? Ja, enim to sploh ne leži. Nekateri pa delajo recimo samo v tej tehniki abstrakcije, v tem slogu, Zato smo morali tako, da lahko zadostimo željam vsem članom, enim malo drugačne mentore, drugi pa spet drugačne. Tako da vsak dobi nekaj. V Društvu likovnikov Krško oko nadaljujejo z nizom občasnih razstav, načrtovanih za letošnje leto. V septembru bo razstavljal tukaj v dvorani v parku en naš član, bo imel samostojno razstavo, potem v oktobru imamo skupinsko razstavo kiparskih del, Forma 19, konec novembra bo razstava v kulturnem domu nastalih del, ki bomo imeli tečaj pri Rajku Čubru in potem še konec decembra tukaj v dvorani skupinska razstava vseh članov, tudi kot novoletna razstava. V lapidariju galerije Božidar Jakac razstavlja Svetlana Jakimovska-Rodič. Avtorica na samostojni razstavi, ki jo je poimenovala Narejeno v gozdu, predstavlja serijo monotipij in instalacij, pri katerih za matrico uporablja dubje dreves, ki ga je napadel lubadar.
Sledi uničenja narave lahko slehernik opazi v najrazličnejših vsakdanjih situacijah, pozorno oko umetnice pa so simbolično enake sledi uničenja pritegnile med sprehodom v gozdu, ko se je srečala z vzorci, ki jih lubadarji puščajo v drevesni skorji. Te vzorce je umetnica odtisnila na bele podolgovate trakove, ki jih je potem s prepletanjem, multipliciranjem in lepljenjem združila v večje grafične instalacije, v katerih prevladujejo geometrijske oblike, kot so pravokotniki v mreži in krogi. S tem gre za sožitje med naravnim ustvarjanjem in ustvarjanjem človeka. S svojo interpretacijo ready-made matric umetnica tako nekje stoji na meji med naravo in kulturo. Te vizualno zanimive sledi lubadarjev bi lahko označili kot za estetsko lepe, vendar pa na simbolni ravni v bistvu gre za sledi uničenja dreves in za dejansko smrt dreves, ki jo te sledi nekako simbolično pokažejo. Ti odtisi so torej sledi uničenja življenja drevesa, hkrati gre tudi za sledi rojstva drugega življenja vrste, lubadarjev, ki jih ljudje zaradi njihove majhnosti in iz naše percepcije inferiornosti pogosto spregledamo. Sporočilo razstave tako odzvanja kot opozorilo pred pretiranim nepremišljenim izkoriščanjem narave, in kot so bile recimo pogozdovanje monokultur iglavcev na prenizkih altitudah, ki sedaj z podnebnimi spremembami, ki jih doživljamo, predstavlja zelo ugodno okolje za močno invazijo teh majhnih žuželk, torej škodljivcev, kot so lubadarji. Razstava je zasnovana kot eksperiment, hkrati pa kot logično nadaljevanje avtoričinega dosedanjega dela ter njegova vsebinska in oblikovna nadgradnja. Umetnica Svetlana Jakimovska-Rodič je grafičarka, magistra umetnosti in hkrati tudi pedagoginja, ki se je v zadnjem obdobju ukvarjala zelo intenzivno s tematiko lubadarja, ki jo je pritegnila do te mere, da je sedaj tu postavila prav neko zaokroženo postavitev, ki je hkrati tudi konec tega njenega obdobja, ko se ukvarja z to vrstno tematiko. Avtoričino zanimanje za grafične sledi življenjskega cikla lubadarjev izhaja iz raziskovanja razlogov za povečano število invazivnih žuželk kot posledice človekovega neracionalnega poseganja v naravo, nestrukturiranega pogozdovanja monokultur na nižjih nadmorskih višinah in klimatskih sprememb. Aktivnosti za izgradnjo novega objekta in rekonstrukcijo obstoječega samostana za potrebe Valvazorjeve knjižnice Krško se nadaljujejo. Lani je potekal postopek sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje ter izdelava projektne dokumentacije, na vrsti so arheološka izkopavanja. Občina Krško je novembra 2016 sprejela in potrdila dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo prizidka in obnovo Valvazorjeve knjižnice. Zaradi zahtev uporabnika in nosilcev urejanja prostora je prišlo do sprememb vsebinskih, finančnih in terminskih predpostavk izvedbe projekta, zato je občinski svet na julijski seji obravnaval in sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije. Trenutno je v izvedbi razpis za arheološke raziskave, katere so potrebne narediti na tem območju Krškega, in pričakujemo, da se bo to v letošnjem letu tudi izvedlo in se bo nadaljevanje gradnje, se bo pa glavna investicija izvajala v letu 2021 in 2022, ko pričakujemo zaključek v letu 2022. Naložba izgradnje novega objekta in rekonstrukcije obstoječega samostana bo zajemala 2 sklopa. V prvi fazi se bo izvajala novi del, prizidek samostanu, in kateri se bo izvajal na zelenici ob samem samostanu. V drugi fazi je pa izgradnja, obnova, adaptacija samostanskih prostorov in povezovalni hodnik, da se oba objekta povežeta skupaj. V delu samostana namreč že sedaj deluje knjižnica, obstoječa dejavnost pa se bo razširila v območje novogradnje, ki je predvidena na teh zelenih površinah od samostanskega objekta do Bohoričeve ulice. Skupna ocenjena vrednost naložbe znaša 7 milijonov evrov. Občina Krško je za ta projekt dobila od Ekosklada 380 tisoč evrov, katere se bojo porabila pri izgradnji.
Če bo v prihodnje na voljo še kakšen razpis za sofinanciranje predmetnih investicij, se bodo nanj prijavili, pravi Grahovac. Če se bo pokazala priložnost za dodatno financiranje, pridobitev kakih sredstev, se bomo vsekakor potrudili in poskušali pridobiti sredstva. Valvazorjeva knjižnica Krško, ki deluje od leta 1965, je osrednja knjižnica za občini Krško in Kostanjevica na Krki. Poleg osrednje knjižnice ima še mladinski oddelek ter 3 izposojevališča na Vidmu, v Kostanjevici na Krki in na Senovem. V Krškem deluje od leta 1988 v prostorih kapucinskega samostana in ima v upravljanju baročno kapucinsko knjižnico. Spoštovani gledalci in gledalke, spremljali ste pregled kulture v posavskih občinah. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.